Ko sem v prejšnjem prispevku razlagal, komu oziroma kje vse je uporaben takšen električen kombi Toyota ProAce, sem pravzaprav nagovarjal predvsem pravne osebe. Ampak si ga z malo več opreme z lahkoto predstavljam tudi zase pa za družinsko rabo. Zadnjo klop bi dal ven, da bi imel potem več prostora za kolo ali pa za dopustniško kramo, ko gremo z družino na morje. Mogoče je za privat vseeno takšna različica malo predraga. No, pri firmah je pa to druga zgodba, ko govorimo o stroških pa ostalih bonitetah. Zdaj bi moral dati Matejeva nekdanja očala gor, ker bi bil bolj piflerski, ko ravno govorimo o zakonu o davku na dohodke pravnih oseb. Za 40% vrednosti investicije si namreč lahko zmanjšate davčno osnovo. Torej, davek pri ceni vozila proč in skoraj polovica vrednosti, ki ostane, evo, za toliko. Nekaj 10 jurjev, kar v bistvu sploh ni malo. Če imate podjetje z velikimi dohodki in veliko floto vozil, je to v bistvu še toliko bolj očitno. No pa še en hakac, pravzaprav ideja. Če podjetje nima dobička, je možen prenos v naslednje leta in to kar do 5 let. Če ste na primer 4 leta brez dobička in nekako ne potonete, 5. leto pa eksplodirate, no takrat lahko električni ProAce uporabite za zniževanje davčne osnove. Druga stvar je zakon o davku na dodano vrednost, DDV po domače. Tukaj imate možnost uveljavljanja vstopnega DDV, če govorimo o osebnih električnih avtomobilih in sicer do vrednosti 80 tisoč evrov, no to pa velja tudi za pridružene storitve, torej za servise, nakupe pnevmatik, polnjenje in v bistvu vse v zvezi z vzdrževanjem. Tudi tukaj omenjam 5 let, ker je toliko časa možen naknadni popravek DDV za že kupljena vozila. To pomeni, da ga lahko uveljavljate tudi za svoj 3 leta star električni ProAce. No, v bistvu ne morete, ker avto sploh ne obstaja še toliko časa. Ampak saj se razumemo. Recimo, da smo že v letu 2028, no. Tretjič, subvencija za pravne osebe. Pri fizičnih je jasno, 6500 evrov za vozila do bruto cene 35 tisoč evrov in 4500 evrov za vozila nad to ceno. Pri pravnih je to v bistvu drugače, ker večina subvencije ne more dobiti, raje izkoristijo DDV, ker je pač večji znesek. Nekatera podjetja pa lahko oboje, naprimer avtošole, gasilske društva in podobno. Prebijanje po razpisu in ugotavljanje, kdo vse je upravičen, je precej zahtevno in se je treba malo več znati, zato pač prej preverite, če pašete zraven. In jasno, preverite tudi, če je razpis še odprt. Ta trenutek je. Pa še četrtič, znižanje bonitete na 0%. Včasih je bilo 0,3% in največja vrednost vozila je bila lahko 60 tisoč evrov, no tega zdaj ni več. Če imajo vaši zaposleni takšne sorte vozila, zanje ne plačujejo bonitete, kar na mesec v bruto znesku ziher nanese nekaj 100 evrov. In je potem neto večji, kar je pa v bistvu sploh super. Skratka, za podjetja so takšne vrste vozila kljub visoki začetni ceni na koncu lahko občutno cenejša. Zato ideja sploh ni toliko neumna za razmisliti. Ja.